Dobrodošel popotnik nazaj med palme in kokose rajskih Cookovih otokov. Še vedno se nahajava na Rarotongi, kjer sva v prejšnjih vlogih raziskovala lepote zahodnega dela otoka, se potepala po koralnem grebenu, že poskusila nekaj lokalnih specialitet in na vse zadnje prekolesarila cel otok. Danes pa te popeljava na vzhodno stran otoka, kjer bova izkusila srd Tihooceanske nevihte, se pobliže spoznala s polinezijsko kulturo in ti pokazala verjetno najbolj unikatno valuto, ki sva jo do sedaj uspela držati v rokah. No, kaj greš, kondomček? Kondomček mora vrniti kolesa v tropski nevihti, to pa ni fino. Ni fino, ne. Saj zato, da je princeska lahko na suhem. Ja, ne za dolg. Ajde šibi, ker sva pozna. Čau. Danes imava selitev narodov, ker se selva iz zahodne obale, zahodnega dela otoka na vzhoden del. In pretovort morava vso najino kramo. Glejte jo. Evo jo, tole vse najino. In nimam pojma, kako bova tole suho spravila do drugega dela otoka. Problemi v tropih, problemi v paradižu. Ja, ampak nimaš kaj, tudi to je del tropskega življenja. Kaj, Ponča, imaš naravno sušilnico? Ne, jaz zdaj balon napihujem, jaz pa boš šel. Ti boš šel na drug konec otoka s pelerino. Murray Beach, come on! Murray Beach, Captain Thomas! Evo naju, pa sva prišla v najin bungalovček na vzhodni obali. Tukaj sva si pa kar malo prvošla. Nahajava se tik ob plaži in najina posla zakonska gleda direkt na ocean. Tako da, ful dober. Klele imava še mizico, zunaj je ogromna terasa z ležalniki in pa še eno mizo zunanjo. Potem pa tukaj za mano, pred mano, je kuhna, tako da v bistvu si sama oskrben, imava ogromen hladilnik, imava tudi za kuhati, pa za pomivati posodo in pa tukaj zadaj se skriva še kopalnica. Aha, takole. Evo, kopalnica, tuš kabina, WC. Drugače tako zelo preprosto, ampak se v resnici ne rabiš več. Je pa cena veliko dražja od prejšnjega bungalova, se pravi, plačala sva $170, novozelandskih dolarjev na noč. Je pa res tukaj na Cookovih otokih, to gostoljubje on a next level. Se pravi, ni samo to, da ti pustijo, ne vem, šampončke pa milo za roke, ampak tukaj ti pustijo še marsikere druge stvari. Ok, itak, kava, sladkor, olje, sol, to imaš tudi v kakšnih apartmajih,
Ampak imaš tudi recimo spet malo družabne igre, tokrat karte. In pa že tudi v prejšnjem apartmaju sva imela, se pravi takole za komarje, da te ne napadajo. In pa kar je najbolj škle, in v prejšnjem bungalovu in v tem bungalovu je na vseh oknih so komarniki. Pa še ena stvar, ki sem jo pozabila, se pravi, spet so nama naštimali kanister s pitno vodo in ko tega zmanjka, lahko greva po novega. Pač mislim, to je ful dobro, ker ne rabiš pol plastenk kupiti, ker voda iz pipe pa itak ni pitna. Edina slaba stvar so bili tele kakci. Gre za zelo fina zrnca, skoraj kakor en pesek, ki ga za seboj puščajo termiti. Bogi lesen bungalovček napadajo, tako da upava, da ga čez par let ne bo zmanjkalo. Tako imenovani frast načeloma ni nevaren za človeka, razen če si nanj alergičen. Potem lahko dobite srbečico kot pri ostalih alergijskih reakcijah. Moram vam dati pa še nekaj čisto osnovnih informacij, ki vem, da vas ful zanima. Se pravi, na Cookovih otokih se lahko počutite ful domače, ker v bistvu za glavni jezik imajo angleščino, tako da čisto vse razumeš. Poleg angleščine pa je glavni jezik tudi Cook Island Maori oziroma Cookovo otoška maorščina. Za valuto pa uporabljajo kar novozelandske dolarje oziroma mešanico novozelandskih in pa Cookovo otoških dolarjev. In kar je ful smešen, oni imajo trikotne kovance. Se pravi, v bistvu dobiš tako eno mešanico nazaj, recimo pač $2 novozelandska pa $2 Cookovo otoška. No pa še več, kot to ni sam trikoten denar, ampak je tudi 12-koten denar. Tole je $1, ki je res ogromen. In pa potem imajo še celo $5 bankovc, ki ga pa ne bankovc, a kovanc, ki ga pa na Novi Zelandiji sploh ne poznajo. Baje imajo pa tudi $3 bankovc, ki ga pa še nisva dobila. Tole je pa drugače res zakon. Mislim, kdo si je zmislil, da mora biti denar v krogu? Če imaš lahko različne oblike, pa pol dejansko kovance takoj najdeš. Evo še malo od bližje, da si jih lahko lepo ogledate. Imate pa tukaj na Rarotongi tudi ful lepe pohodne poti in midva bi danes mogla prehoditi cel otok iz severa proti jugu. Sam to je kar dolg pohod, pač traja pol dneva. In sem rekla, v tem deževnem vremenu pa še v džungli bi bilo vse ful skozko. Sva rekla, se tega ne greva. In kaj boš delal na tak deževen dan? Ja, nič, jedo boš. Tako da zdaj greva na bus in ful je dober. Bus prihaja. Bus prihaja. Hotela sem samo še to dodati, da nerealno dobro dela ta njihova aplikacija, kjer lahko v bistvu spremljaš avtobus. Se pravi, te dva busa, ki se vozita okoli in okoli, sicer imata urnik, ampak glede na to, da sta to samo dva busa, pač kasneje, ko je v dnevu, bolj začne avtobus zamujati. Ampak sploh ni panike, pač greš na ta trekking, pogledaš, kjer je avtobus, ne vem, imaš še četrt kroga, se pravi, to je 4 ure, 15 minut in pohitiš pač na glavnici. So nama za ta prvi dan skenslali Umu Experience in da sva bila ful žalostna, sva probala najti neko alternativo. Tole sicer ne bo čisto isto, ampak si pa gremo pogledati njihov Pristen Village in pa imeli bomo ta njihov tradicionalen šov in pa ples zvečer. Pa še pojedino vmes, tako da gremo. Iskreno so tukaj slišala in se naučila toliko, da bi bilo čist preveč stlačati vse v en sam vlog, kaj šele v krajši odlomek znotraj vloga. Glede na to, da sva do tega trenutka na Novi Zelandiji bivala le na južnem otoku, ki ne slavi ravno po tem, da bi imel veliko stika z Maori, lahko rečeva, da so bili Cookovi otoki najin prvi resen stik s to kulturo in polinezijsko zgodovino in običaji. Veliko tega, kar so nam povedali tukaj, sva potem lahko prenesla na Maore Aotearoe in primerjala podrobnosti in razlike. Tukaj nas je gospa peljala skozi res celotno zgodovino, njihova verovanja, običaje, agrokulturo, zdravilne rastline, kanuje, ribarjenje in še verjetno nisva naštela vsega. Bo vključila nekaj nama najbolj zanimivih dejstev, za kaj več pa res toplo priporočava obisk te Vara Nui vasičke. Cookove otoke na grobo delimo na severno atolsko grupo in južno vulkansko skupino.
Prvo zanimivo dejstvo je, da so Aotearoa oziroma Novo Zelandijo Polinezici naselili zadnjo oziroma za Cookovimi otoki. Še več, Cookovi otoki so bili izhodiščna točka za tako imenovano veliko migracijo oziroma ekspedicijo iskanja Aotearoe. Polinezici so bili znani kot mojstri nautike in navigacije oziroma, kot bi rekla Moana, Reason for this is because of a voyager by the name of Kupe, said to have discovered it about 800 AD. But then he went around and told a whole lot of people that here was a land that was so large with really, really big chickens on it that many people could live there. So up in the mountains, huge big mahogany trees were felled to build these double-hull canoes that we call vakas. The size of these vakas were immensely large. They're large enough to carry 150 plus people, plus animals, plus food, plus tools. Because they weren't going to just have a look, they were going to relocate. Now all the navigation of these craft were done using the sun, the moon, the stars, cloud formations, bird migrations and sea currents. And all that information has been handed down to living descendants today. So next year marks our 60th anniversary of self-governing rule. We are an independent nation, we have a democratically elected government, but we come under the free association and realm of New Zealand. So we have New Zealand passports, we can feed into New Zealand healthcare and pensions. So, best of both worlds. Na Cookove otoke in seveda tudi ostale države kot so Tonga, Samoa, so prišli po eni teoriji zaradi bega pred vojno in kanibalizmom v prvotnih matičnih otokih in državah. Vendar pa, ker se star hrast težko upogne, tudi Rara ni ušla kanibalističnim nagnjenjem. Le-te so potem odpravili šele krščanski misionarji. Europeans, they'd come in, they abolished cannibalism, they abolished the worshipping of many gods, they brought peace to the islands. We used to have 50 or 60 different gods for rain and sun and wind and planting and fishing and fertility, but they burnt all the maraes and the statues and said there was one god. Pokazali so nam še vse uporabne rastline za zdravljenje, pa seveda kako odpreti kokos, tako lušino kot potem oreh. Once the tree starts producing coconuts, it will produce coconuts constantly and consistently until the day it dies, until you cut it down or it gets a disease. It will produce every 35 days about 15 coconuts. So it's about 150 coconuts, 200 coconuts a year. Skupaj smo napravili kokosovo mleko. Be too surprised how easy it is to get the cream out. So once we do, we just push it through. Now all I'm just going to do is squeeze it, and look at that, the cream just comes out really easily, okay? Naribali kokosovo meso. A si rekla meso? Jaz sem prepričan, da nobenega več ne zanima vso to uporabno preživetveno znanje, ampak da bi rajš videli, kaj smo mi dobrega papali za večerjo. Večerja je bila odlična, bufet stil, večinoma njihove lokalne specialitete, nekaj pa tudi mednarodnega za tiste bolj občutljive, ki radi vihajo nosove. Pa posebej je treba omeniti njihovo paradižnikovo juho. Malo kdo in malokrat sva jedla dobro paradižnikovo juho, tukaj je bila fenomenalna in sigurno ena najboljših, kar sva jih kadarkoli probala. Potem pa je bil že čas za kulturni ples. Ples je v resnici pripoved legendarne zgodbe o pomoščaku Tongatitiju, ki je odkril Rarotongo. Ko je prispel sem, je ugotovil, da so tukaj že neki drugi staroselci, ki so nanj začeli metati kopja in da niso bili več sovražni do njega, je poslal hčerko, da zapleše njihovemu poglavarju. In saj vemo, če punca dobro obrne boke, se vsak moški stopi. Tako da so bili zelo hitri frendi.
Plus itak, da se je poglavar zaljubil v hčerko. Mimogrede, to, kar gledate, niso specialni efekti, ampak nas je dejansko začela na polno prati tropska nevihta, ampak po najinem mnenju je to samo dodal ambientu. Edinstven kulturen šov, mislim, poln smo zvedeli in od zgodovine, in od kulinarike, in potem še od kulture. Ful dober, pa res smo uživala. Zdaj nas pa sledica čaka. Naslednji dan se je sicer začel krasno, z neverjetnim sončnim vzhodom. Točno to sva želela izkusiti. Kakor se je sicer dan začel z lepim vremenom, pa se je čedalje bolj kvarilo tekom dneva. Samo bodite pozorni na to, kako sva oblečena. Za naju je danes nedelja, kar pomeni samo eno stvar. To je gospodov dan, ne? Za naju, a za druge pa ni nedelja. No, dobro, no, v glavnem, malo so se ugvantava. In zdaj greva, kam greva? V cirku. V cirku. Skratka, ja, na Cookovih otokih to resno jemljajo. In nedelja je gospodov dan, kar pomeni tudi, da je večina restauracij, barov, trgovin zaprtih. Tudi alkohola se ne sme prodajati ob nedeljah. Pa ja, vam prevoz, to nič ne dela na nedeljo, ker to je gospodov dan. Tako, in kaj se dogaja? Greš v cirku, 2 uri imaš. Ampak zdaj, zakaj je to tak dogodek, a ne? Pa je, tlele, se gre o tem še čist drugače. To ni uno suhoparno, pa da samo gledaš unga župnika, ki nekaj dela, to je zelo tako interaktivno. Baje se ful poje in pleše in to bi rada doživela, da vidi, če kaj drugače, kakor v naši kulturi. Je pa v bistvu ista vera, a ne? Ja, tako. Sprav krščanstvo. Tako. Pa po cerkvi, po 2 urah maše, pa je naredil še pogostitev. Tako da zanimiv. Ja, zdaj v tem ne vem, koliko bo lahko snemala, tako da to je bilo zdaj malo voda. Karkoli pride po temu je samo bonus. Ker ne moš glih s kamero tam sredi maše strašiti. Tako da se vidimo po maši, verjeten. Chiedilo che tutto colpo dal camaici. Io le kama mai direda. Pa lušten, dobro so pel. V redu, 1 urco glih tako za experience je, a ne? Sva pa zbrala po mojem najbolj lokalno cerkev, šla sva kar v najbližjo cerkev, klele najinga prenočišča. Skratka, v vsaki cerkvi se odvija maša ob sobotah ob 10, ampak ja, midva se zbrala res lokalno, se pravi, sami Maori so bili, pa midva, pa še 2 turista. To je to. 4 belci pa vse črno okoli. Ja, nekaj tasga. Se pa res vsi ful zrihtajo za v cerkev, tako da je prav dobro videti. Ženske nosijo klobuke, ni pa obvezno, no, da imaš klobuk, če ga pač nimaš oziroma kakorkoli. Sej, to pa vemo, kako se je treba obleči za cerkev, a ne, čemo ponoviti, se pravi, rame morajo biti pokrite in pa obleka mora biti čez kolena, tudi za moške. Ja,
Pa moški so več ali manj v rekalcih, a ne? Moški so več ali manj v rekalcih, ampak tudi če boste prišli v pač lepih hlačah, ne bo konc sveta. Je pa prav neverjetno, kakšno nesrečo imava midva klele z vremenom. Se pravi, trenutno sva tukaj v sušnem obdobju. Se pravi, sušno obdobje velja od maja do oktobra, medtem ko pač potem je pa deževno obdobje. Ampak midva imava že 4. dan zapored dež, pač kakšna sreča je to. Tudi domačini pravijo, da je tole čisto noro. Sem se zgovarjala z enimi sosedi v sosednjem bungalovu, z enimi kivi in je ona rekla, da je 4. na Cookovih otokih, pa prvič nos jakno, da je to neverjeten. Pa še ena posebnost Cookovih otokov in sicer ne preveč pričakovati, da boste lahko tukaj povezani na internet. Namreč Wi-Fi-jev več ali manj ni, mogoče res v teh velikih, dragih rezortih znajo biti sploh na kakšni recepciji, ampak v najnih bungalovu ne pozabi, Wi-Fi ne obstaja. Imaš v bistvu neke Wi-Fi hotspote, kjer se lahko skonektaš, se pravi na določenih točkah po otoku, ampak je to vse za plačati. Midva sva si sicer pri Vodafonu, se pravi tem enem mobitelnem ponudniku, priskrbela eSIM, pač SIM kartico imajo tudi navadne, in plačala sva $50 za 10 GB prenosa podatkov, ampak je ful zanimiv. Pač na zahodnem delu otoka, ki sva bila, ki je v bistvu manj turističen, sva imela signal in je pač 4G plus lovil več ali manj vse posod. Tudi noter v bajti, Tudi noter v hiški, ja. Zdaj, ko sva pa prišla na Muri, ki je pa v bistvu bolj turističen, pa bi si človek mislil, da tukaj bolj internet dela, no nama pa internet sploh ne lovi. Pač lovi tisti pa eno črtico, tako da je kar malo detoksa, tazga, primoranega, sej paše. No in poj tudi ni čisto nič čudenega, da je tlele toliko Starlinkov po bajtah, pač to še nisem videl. Evrop, da bi imela vsaka, ne vem, ta 3., ta 4. bajka, Starlink se tlele se mogoče videti zadnji. Noro, res. Tako da... Če hočeš biti povezan, praktično skoraj nimaš druge izbire. Najbolj tipična hrana tukaj je ikimata in pa sashimi iz tune. In mi sva zdaj naročila prav tak plate, kjer lahko probaš oboje. Mata sashimi, ali sashimi mata? Sashimata. Sashimata. Tako, in praznujeva najino obletnico poroke, prvo obletnico poroke. Činkalo, vinkalo, ponč. Čak. To je bilo pa zdaj čisto nepričakovano. Činkalo, vinkalo. Ne vem, kako je sicer lahko nepričakovano na poncon švlago, ampak v redu. Danes sva imela namreč rezerviran, da po maši se cel dan lepo sproščava na plaži, se kopava v tele prečudoviti vodi, ampak vidite, kako sva oblečena. Vreme nama ni lih najbolj naklonjen. Se imajo pa kajteri zato toliko bolj lušten. Plaža Muri je res taka ful dolga plaža in pravijo, da naj bi bila to najlepša plaža na otoku Rarotonga. Nahaja se pa v laguni, kar je res idealno za pač plavati, ker ne boste imeli nekih velikih valov, zelo je idealen tudi za otroke, ker pač ni skal, ful dolg časa je nizka voda in pa potem imaš v okolici še te otočke, tako da vprašanje, da če ni toliko nizka voda, da lahko dobesedno prehodiš do sosednjih otokov. Kislemu vremenu, ki se je sicer vleklo potem še 2 dni, sva naslednji dan na ponedeljek skušala pobegniti skokom na Aitutaki. Kaj vse sva videla, doživela in se naučila, to bomo pogledali v naslednjem vlogu, ki je namenjen le temu atolu Cookovih otokov. So it's a sound that identifies which one is good. Tukaj ga omenjava zgolj toliko, da se ne boste sprašvali, kam je en dan kar zginil. Se je pa potem zadnji dan le vrnilo tisto pravo Cookov otoško vreme, tako da so posnetki na ekranu od tistega dne. Saj jih vključila kar tu, toliko da dobite malo vtisa o tem, kako čudovita je Muri laguna. Je pa Muri plaža sigurno najbolj nagužvana od vseh plaž na Rarotongi, saj se tu nahaja večina najlepših in najboljših hotelov ter rezortov. Ampak mi da to vidva kot plus, saj se vsi natlačijo in skoncentrirajo tukaj, tako da imaš po ostalih 25 km plaže čisto sam zase. No, glede na to, da za kopati res ni najbolj primeren dan,
Sva rekla, se bova pa kulturno udejstvovala in kaj češ drugega, spet greva jest, dobra papica. Tukaj na Muriju imate tudi parkrat na teden night market. Tale naša Cindy čisto prav povedala, očitno niso edine s to idejo, da če je grdo vreme, greš pa pač jest. Vejte, kako je poln night market. Čist je poln night market, noro. Idemo pogledati, kaj imajo. They're all nice. But which one's the best and not too spicy? I like this one. No, da vidim, koliko me bo zdaj skoril. Punčev spet skurali. Thank you. Dober? Yeah, what flavor did you have? That's the mango one. That's why I find it fine. This, for me, is okay. But something above this level, I don't think I could handle it. Well, hey, like I said, it depends on you. You control how much sauce you're putting on your plate. I'm not controlling that. You only That's control true. that. So this would be the hottest. The last one. This is the manly one. This is the one for men. All the men love this one. It's a real man's man. sauce, Try this it. one. It's a man's man. It's not tomato sauce though, okay? I want to Local see you sauce. cry. It's the new and improved island sauce. It's a charcoal. Charcoal. There's no fruity fruits in there. It's just done over old barbecue embers. It's not Dober? that bad. Ok, punč ne bo joku. Mayonnaise for my daughter, and she'll eat it with her fish and chips, nachos, tacos, Dober? burgers. This was really good. Kdorkoli je kaj potoval po jugovzhodni Aziji, potem so mu te night marketi zelo poznani. Pač kaj je naša odprta kuhna, se pravi različne jedi in tudi tule za en krog sem naredila. Imaš od seafooda do barbecuja, do tudi nekih sladic. Še ena taka zanimivost tule, kar so bila v restauracijah sladic. Ne poznajo, tako da tule pa V mogoče... najboljšem primeru imajo samo sladoled. Tako da tule mogoče končno po parih dneh dobila kakšno sladico. Imajo neke palačinke namočene v bejli, to mene matra. Pa cheesecake pa sceni. Sva rekla, da sva prenajedla morske hrane ta teden, tako da kva ima en seafood platter. Riž pa seafood, to taki kokosovi Omaki. Ful je dober. Zelo v redu. Brez kokosa pa ne gre, a? Brez kokosa pa ne grem. Kokos! Se ima skoraj isti okus kot ta omaka. Je pa velik greh, če kokosa pol ne daš še na pol, pa še malo sledice pojedi. Predkončno pojedino. Prav lep je, prav tak popoln za naslikco lejtona. Kako je lep. Popoln, tak instagramable. No, pa je pa še čas za sladico, a ne? Čas za sledico, evo za prvo sledico imamo tele churrose s čokolado. Veš, kaj mi pri tem stavku najbolj všeč? Za prvo sladico. Ja, pride še eno čakava. Zato pa stojiva, ne sediva. To izgleda pa dober. Dobri, a ne? Ful stajo. Ja. In pa še ta druga sladica. Še za zadnji obrok so si izbrala, se pravi crepes, crazy crepes, z baileysом, banano pa z sladko smetano. To so take island crepes, ja? Crepes. Safe to say, v tem tednu sva jedla dobro, predvsem na račun slabega vremena. Rarotongo smo s tem tudi do konca raziskali, ampak... Prav nedolgo se nava poslavljala in ker slika oziroma video pove več kot 1000 besed, vam bom zdaj že kar zarolal, kam se odpravljamo naslednjič. Naslednjič bomo namreč obiskali res pravi raj na zemlji. Odpravljamo se na Aitutaki. Upam, da vas je tole dosti podžgal, da se naročite na najin kanal, da tega ne zamudite. Do ta čas pa kakite!